Živijo, živijo. Danes bomo delali beli krajec s hrustkovim krompirčkom, brusnično omako pa regrat počez. Tole je prav en poseben kos mesa. Dejansko pride iz stegna, svinjskega seveda, je pa to v bistvu ta pocen svinjska ribica. Meni je osebno še malo boljša. Ni toliko pusta, še zmeraj pa pride zelo mehka pa zelo okusna. Zdaj, svojega mesarja boste mogli malo prositi, da vam to odreže ven, ampak če ste vi prijazni, jaz mislim, da bo on tudi prijazen, pa se bo potrudil za vas. Zdaj, tale beli krajec je dejansko vzuni že ne 6 ur, tako da je lepo na sobni temperaturi. To je zelo pomembno pri vsakem mesu, da ga prej damo iz hladilnika, da se lepo pogreje, da ni 3 stopinje, preden gre na štedilnik. Pri takih kosih mesa je tudi zelo fajn, da ga prej solimo. To ne pomeni 20 minut prej, ampak vsaj uro, 2, 3, lahko 5 ur prej, lahko rajš en dan prej ga solite pa pustite v hladilniku. Zakaj? Ker če ga boste solili 5 minut, preden ga boste dali peč, bo sol vso vodo stisnila ven iz mesa. In meso ne bo več toliko sočen, pust bo ratov. Ni fajn. Zdaj, če ste pozabili ga prej soliti, je bolj že naprej zadevo spečete, pa čist na konc posolite. Ok, zadeva je slana, jaz bom prižgal ponv, da se lepo segreje. Ta čas bomo dali na meso še malo popra. S poprom nič parati, jaz ga imam zelo rad. Timijan. Pa malo rožmarina. Ne pretiravati z rožmarinom, ker je kar močen. Tale rožmarin je iz Lošinja. Res ta prav divi rožmarin. Posušil sem ga pa zmlel in ga imaš celo leto. Toliko lepo še zmer diši. Tole bomo lepo utrli v meso. Kar masirite ga, vam bo hvaležen, bo boljši prišel iz pečice. Evo, pečico vam segreto na 160 stopinj. Gretje zgoraj spodaj, klasično, brez kakšne ventilacije, česarkoli. Zdaj najprej, kot sem prej rekel, vmes tale naš beli krajec popekel na ponvi. Ker bomo glih svinje opravka, bomo spekli ga na svinjski masti. Ponev je dodobra segreta, naj bo kar vroča. Zato tudi raje uporabljam svinjsko mast, ker ni tako občutljiva na temperaturo. Ne tega z olivnim oljem delati. Meska bomo glih toliko popekli, da bo lepo rjav, da dobi tisto lepo barvico. Približno 2 minuti na vsaki strani. Evo, meso smo prav lepo fino zapekli in zdaj je čas, da ga damo v pečico. 160 stopinj smo rekli, približno urco. Čau, čau. Evo, naš beli krajec je pečen. Meso ima na sredini prijetnih 75 stopinj. Zdaj tisti, ki ste malo bolj rare, ga lahko na 63 pustite, ampak jaz bi rekel, za to je pa za vse primerno. Se noben ne bo zgražal. Wow! Že od zunaj izgleda sočno. Zdaj zelo pomembna stvar, pri vsaki pečenki, pri vsakem malo večjem kosu mesa, ki ga vi pečete, da meso počiva. Zakaj? Zaradi tega, ker trenutno je noter zelo vroče, se pravi, meso je sestavljeno iz 80% vode. Tamle noter vre v vsaki celici in če bi mi zdaj tole prerezali, izhlapi vse v sekundi ven in dobimo en suh kos trd mesa. Tako da, zdaj, ko bo tole počival, vsaj ne pol urce, lahko komot 1 uro, 2 ure, se pravi, vsaj to, ko se peče, puste zdaj meso, da lepo on počiva, da postane še bolj sočen, pa mehak. Takole. Brez problema ga tudi pokrijete s kakšno krpo, da se bo še počasneje hladil.
Zdaj imamo čas, da pripravimo še krompir, omako pa regrat. Zdaj tole, kar vidite tukaj, tega ne stran metati. Z tega bomo naredili to krasno omakico. Najprej se bomo lotili krompirja. Vzel bom ribežen, 2 krompirja in jih naribal. Kar na ta debelo. Opa. Zdaj, da bo tale naš krompir bolj hrskast, ga bomo malo cedili. Tele vodice spet ne stran vršč, ker bomo pol ponucali za omako. Tukaj not je veliko škroba in bomo malenko zgostili celo zadevo. Ponovno imam segreto, pa damo kar malo olivnega olja, pa krompirček noter. Lepo ga razporedimo po celi ponvi, da se bo lepo posod zapekel. Takole, krompir pustimo na srednjem ognju nekje, kar toliko, da se bo iz ene strani lepo zapekel, sem že 3-krat rekel. Evo, zdaj bomo pa naredili še omakico. Uporabimo čebulo, timijan, čist malo rožmarina, poper, pa brusnična marmelada. Ne smemo pozabiti na sol. Zadevo bomo zalili z malenkost rdečega vina. Kjerokoli vino, jaz bom zdaj refoška. Porabimo še tole vodo od krompirja, škrobno vodo. Plin damo na minimum. Ta omakica se naj malo reducira, te čas bomo pa obrnili krompirček. Evo ga. Na eni strani se je že kar lepo zapekel. Zdaj ga pustimo še z druge strani. Lahko mu malo pomagamo še z malo olivčka. Ne smemo pa pozabiti na regrat. Tale je iz našega travanka za hišo. Če pa ni sezona, pa namesto regrata vzemite radič. Za regrat bomo pa eno klasiko pripravili. Se pravi cvirke in bomo prepražili. V cvirki že malo cvrčijo. V tale dressing bom dal še česen. Počakamo toliko, da zadiši. Wow. Pa ga malo zalijemo s kisom. Malo soli. Damo na minimum. In pustimo, da se še malo prepaca skupaj. Evo, ta hruslav krompirček. Ne ga pozabiti malenkost soliti, ker ga prej nismo. Tale travniški regrat smo zalili z dressingom. Malo ga pomečkam, da se zmehča, pa da vsi tisti okusi se povežejo med sabo. Takole. Zdaj pa še kraljična pečenka. Pridno nas je čakala tukajle.
Tele tekočine ne završiti, ampak kar zdite direkt noter v omako. Wow, koliko je lepo sočna. Za na konc pa še malo makci. Zdrav, pocen obrok, pa ful dobro zgleda, pa tudi ful je dober. Voilà, voilà. Ta svinjina je toliko dobra, sočna, brusnica da mu kisline malo zraven. Regrat, itak da bes, pa imaš pa tisti krompirček, ki še malo zahrusta. Majka. Ful dober. To bomo pa še kdaj naredili. Jaz sem to kar pojezdil.